v sredo. Tour 202. Tadej Pogačar se je po drugem mestu v Roubaixu takoj vrnil k zbiranju zmag na največjih enodnevnih kolesarskih dirkah. Še tretjič zapored, skupno pa četrtič je bil najboljši na dirki Liège-Bastogne-Liège in zbirko zmag na spomenikih povišal že na neverjetnih 13. Četrta zmaga na 5 letošnjih dirkah najboljšega kolesarja sveta bo osrednja tema današnjega podcasta, v katerem bomo pogledovali tudi proti dirki po Sloveniji. Zato v naši družbi pozdravljam direktorja dirke Bogdana Finka. Ja, lep pozdrav in hvala za vabilo v oddajo. Novo zmago Pogačarja je za Radio Slovenijo v Belgiji pospremil Luka Dolar. Živijo, lep pozdrav. Morebitno naslednjo zmago Slovenca pa bi lahko pospremil Igor Tominec, ki se je že odpravil na dirko po Romandiji. Živijo. Tudi o tej temi bomo spregovorili, kot tudi podarili izdajo knjige o Tadeju Pogačarju. O tem več ob koncu, do tja pa vas bom namesto Mojce in Luke tokrat popeljal Klemen Verlič. Kolesarski podcast Vala 202. Nov dan, nova zmaga torej za Tadeja Pogačarja, ki je znova pokazal, da je nesporna številka 1 svetovnega kolesarstva, vseeno pa tokrat vse skupaj morda ni delovalo tako enostavno, kot pa navadi pri njem zelo dolgo in dobro, se mu je vse do zadnjega klanca upiral Francoz Paul Sexas. Luka, ti si bil na prizorišču, kako si tam vse skupaj videl? Z malce več napetosti vsekakor kot pa prejšnje dirke, ampak na koncu nam je 13 km vendarle privoščil, da smo v miru vse skupaj spremljali. Hitro je potem naraščala razlika, ko je Paul Sexas eksplodiral na zadnjem vzponu in se je opekel, kot radi nekateri rečejo, ko se je preveč približal soncu, kolesarskemu soncu, seveda Tadeju Pogačarju. Bilo pa je tokrat zanimivo že od samega začetka, ko je glavnina razpadla na 2 dela in zanimivo predvsem v tej luči, da če tudi je bilo spredaj več kot 50 kolesarjev, je bil med njimi pretendent za najvišja mesta ob koncu etape Remco Evenepoel, tako da smo pogrešali prenos od kilometra nič, kar ga imamo na vseh največjih 5 klasikah kolesarskih, ampak ne na vseh, na 4, ne pa na vseh 5, prav na tej ni prenosa od kilometra nič, tako da smo dolgo časa zbirali podatke, kaj je bilo, kaj je šlo narobe, dobili tudi podatek, da je prišlo do padca že tam na 3., 4. kilometru iz Agire in Vandrame oziroma sta padla in da naj bi to povzročilo razkol v glavnini, no pa kot smo potem izvedeli neposredno tudi od Domna Novaka, na prvem vzponu je šla glavnina na polno in tam se je vse skupaj prepolovilo približno oziroma približno tretjina kolesarjev je odšla naprej. Zraven tudi kolesarji Emiratov, kot smo tudi izvedeli, ni bilo tako kaotično morda, kot pa se je zdelo na prvi pogled, ampak potem, ko je bila prednost 3 minut in pol, pa že tudi 4 po nekaterih podatkih, smo se morda malce vprašali, kako bo vse skupaj. Tako da 6 ur zelo zanimivega spremljanja etape, bolj kot običajno, bi rekel, na koncu še češnja na torti s tem dvobojem, ko Sexas ni odpadel, ko je pospešil Tadej Pogačar. Se mi je pa vse skozi zdelo, da je bilo takole zame, kot za tistega, ki nisem bil kolesar, da je bilo že na uč videti, da se Francoz zelo muči ob pospeševanju Tadeja na La Redoute, da je komaj še držal na koncu, ko je imel ogromno gibanja čez celotno telo, no na koncu pa res je bilo preveč, ti pospeški Tadeja so enostavno še vedno premočni in tako da konec dober, vse dobro, znova 13. zmaga na spomenikih. Ja, veliko smo že govorili in veliko je bilo slišanega o tem mladem Francozu. Paul Sexas je nudil v bistvu odpor tako dolgo, kot že dolgo nihče Tadeju Pogačarju. Bogdan Fink, kaj bi vi še morda dodali o Francozu, kako vi vidite ta hiter njegov vstop na sceno? Ja, vsekakor gre za odličnega fanta, definitivno. Tako kot je pred leti vstopil kot, rečemo temu, meteor Tadej Pogačar v World Tour, je na nek način povsem enako vstopil zdaj on. Vidimo, da je tudi taktično oziroma zelo dobro pripravljen. Mi v kolesarstvu bi rekli, da ima tudi tisto besedo na J,
ker na Le Redoute, ko se je Tadej osvobodil na nek način vseh nasprotnikov, razen njega, je še prišel naprej, toliko, da ga je Tadej videl. To pomeni v kolesarstvu, da ti pokažeš, da si tam, da lahko. In zato tudi Tadej je v kasnejših izjavah po cilju dejal, da je že razmišljal, tako kot pred 14 dnevi na Paris-Roubaix, da se bo moral pač pomeriti z njim v šprintu. Jaz sem prepričan, da tudi če bi se pomeril v šprintu, je Tadej dosti boljši, bi to dobil. Ampak seveda je lepši tak zaključek, kakor ga on pač spesnil ali pa naredil do konca. Ja, na koncu bi lahko rekli, da vrstni red Pogačar, Seksas, Evenepoel pričakovan, morda pa ne način, že na Redoutu je torej zaostal Evenepoel za ostalima, tudi Matijas Skjelmose je nekaj časa vozil pred njim. Luka, te je morda presenetilo, da pa Evenepoel ni mogel slediti tempu teh najboljših dveh? Ja, nisem bil prepričan, kaj pomeni ta bek ali ne bek, saj načeloma ni šlo za hudo pospeševanje za nadaljevanje dirke in če kje lahko Remko Evenepoel sledi Tadeju Pogačarju, se mi je zdelo, da bi to morala biti ta trasa Liež-Bastogne-Liež, ne nazadnje dvakrat je tu že zmagal. Je pa res, da smo končno lahko dobili pravi dvoboj med Pogačarjem in Evenepoelom na tej trasi v zadnjih 4 letih zaradi poškodb, težav enega ali drugega. Temu ni bilo tako, pa sta vsak vzela po 2 zmagi in glede na to, da je že Remko pokazal dobro pripravljenost v zadnjih dneh, tudi ne nazadnje na dirki Amstel Gold, ko je ognal Skjelmoseja na ciljni črti oziroma ciljnem šprintu, sem mislil, da bo šlo bolje, ampak ja, na koncu pa spet pogledamo nazaj. Tista konkurenca pa danes te dva fanta spredaj in bolj zgoščena vrhunska konkurenca morda odkrivata, da Remko vendarle ni na tem nivoju, kot ga nekateri uvrščajo, čeprav na koncu je spet imel v skupini 20 kolesarjev največ moči, kar pa tudi ni kar tako šprintati po 260 kilometrih. Rekel bi, da je Paul Seksas na tej dirki nekako, mislim, da že kar potrdil svoj status, da gre za trenutno drugega kolesarja na svetu. Neverjetno hitro se je povzpel do tega statusa in mislim, da bo še v tem večeru tudi objavljeno, da bo nastopil poleti na dirki po Franciji. Tako da mislim, da dobivamo novo razmerje moči in ne bom presenečen, če bo Seksas tudi na julijskem turu prvi zasledovalec Pogačarja, kar pomeni, da se bodo morali Vingegaard, Remko in pa Lipovic tudi sprijazniti s tem, da se bodo pomaknili eno stopničko navzdol. V vsakem primeru pa gre za neverjetnega mladega kolesarja, ki je tudi drugače pravi, lahko rečemo, odrešenik za francosko kolesarstvo, tudi odličen v intervjujih, tudi ima to svojo prezenco pred kamerami, pred javnostjo in če ga ne bodo s prevelikimi pričakovanji, s pritiskom preveč zaustavili v naslednjih letih, potem so res dobili pravega šampiona, takšnega, kot so si ga Francozi dobesedno od Hinaulta želeli kar 40 sušna desetletja. Ja, jaz bi dodal tukaj, da bi še pustil to, predvsem Tour de France, kar odprt. Gre za mladega fanta, ki se bo prvič pomeril v 3-tedenski dirki, dobil je mladinski Tour de France, Tour de l'Avenir. Vse je to v redu, ampak potem bo julija pa prišel kot nasprotnik fantom, ki so že zmagovali, ki so zmagovali v preteklosti, ki so šampioni. Pogačar, Vingegaard, tako da ne bomo ravno enostavno, predvsem zaradi mladosti. Mi vemo, da je kolesarstvo vzdržljivostni šport in nekatere meje ne moreš premikati. In bi, po mojem mnenju, lahko pustimo tale Tour de France še kar malo za njega odprt. Definitivno pa se fant odlično razvija.
Ja, zagotovo pa bomo na dirki po Franciji videli tudi Tadeja Pogačarja. Novo veliko zmago je danes dosegel, zdaj 4 na Liège-Bastogne-Liège, zaostaja le še za Edijem Merckxom. Pa poslušajmo, kaj je povedal tebi, Luka, v cilju današnje preizkušnje. Ja, bila kar pestra dirka od štarta do cilja. Se je nekako glavnina razpolovila in je bil Remko tisti od najbolj navarnih od spredi. In nekako smo mogoče malo zapenečarali od štarta, malo je bilo nervoze, ampak potem smo, ko smo videli, kdo je vse od spredi, smo se malo resetirali in naredili drugačno taktiko, bi rekel, in Rune, Vegard sta nadzorovala res dober, Tim Wellens je pripeljal jih blizu in potem se je naša dirka v bistvu začela, ko smo ujeli končno Remkota z tisto grupo. Tam smo imeli tudi Domna noter, ki je bil vrhunski danes in potem na koncu bilo v bistvu all out in pol je kar brca dober in ga je bilo težko potresti, ampak vmes sem že razmišljal v šprintu 2, sem bil tudi pripravljen na to, če se ne bi mi posrečali na Rochefoucauld na zadnjem klancu, ampak na srečo sem še imel en dober metek, da sem ostal sam. Kdo je bil tisti glas razuma? 3 minute in pol, 4 minute podatki razlike, to pa vendarle ni ravno, pa še veš, kdo je obegel spredaj. Domen, ki je bil spredaj, je rekel, se bo, ste bili vi kot kapetan tisti, ki ste umirili, ali ne vem, Andrej Hauptmann seveda kot najbolj hladno glavo mogoče. Ja, najprej od štarta smo bili malo nervozni, tistih 20-25 minut bi rekel, da je bilo malo nervoze, ker smo probavali, da bi jih pripeljali nazaj, ampak je preveč letel, da bi Rune Vegard pripeljala nazaj sama tako grupo, tako da smo na koncu, ko smo slišali vse, kdo je od spredi, kakšna je kompozicija prve grupe, smo nekako resetirali, ohranili mirno kri, mirno glavo, sploh Andrej v avtu nas je res dobro nekako miril, govoril, kakšna je situacija od spredi, Domen je dal veliko podatkov, kaj se dogaja in na koncu v bistvu smo vedeli, da ni konca da je taka obežna skupina od spredi, ker je zmeraj ker je toliko velika skupina, ni nikoli dobre ni dobre povezave med kolesarji, tako da na koncu je kar je šlo. Kako ste se počutili, ko ste na vrhu La Redoute imeli družbo? Verjamem, da niste bili povsem presenečeni, vsi smo videli, kaj je sposoben že v tej sezoni Paul Sexas, ampak vaše počutje tam. Ja, bil sem, bi rekel, prvo so pekle so noge, ampak sem bil kar, kako se reče, nekako sem občudoval Paul Sexasa, tam zraven je bil, jaz sem res šel v bistvu all out na La Redoute, tako da kapo dol Paulu in na koncu na Rochefoucauld na srečo sem bil sam. Ste se veliko pogovarjali, hitro vam je dal tudi menjavo, smo videli, torej hitro sta tudi imela razliko, pa nič taktike, kdaj ste vedeli, da je dovolj za to, da ne bo tistega šprinta? Ja, je kar res, fant je dal vse na mizo, res tudi zamenjala so hiter, ni nič, bi rekel, po domače glumil in so prišla do Rochefoucauld že z več kot minuto prednosti in takrat sem še, probamo še enkrat, če ne, pa bo 2 šprintala, ampak imam kar, moram reči, kar kapo dol Paulu, da je zamenil z mano, da ni se šparil in je pokazal, kaj zmore.
Ja, kar nekaj iztočnic, torej strani Tadeja Pogačarja, pa začnimo na začetku. Torej, preizkušnja se je začela s padcem, ko je glavnina se razdrla na 2 dela v prvi skupini z okoli 50 tekmovalci, pa je bil med drugimi tudi Evenepoel, ne pa Seksas in Pogačar, ki sta potem svojima ekipama priključila približno 80 km pred koncem. Luka, ti, ki si tam vse skupaj blizu spremljal, kaj podvomil, da se bo to zgodilo? Ja, ker je razlika naraščala, so bili že kakšni dvomi, neznačilno, ampak na koncu, ko so se nekako zbrali in predvsem v trenutku, ko je začela sodelovati tudi ekipa Pola Seksasa, Decathlon, pa sem bil res že prepričan, da to ne bo šlo skozi, tudi v luči tega, da je Remko imel spredaj samo enega pomočnika, Nika Denza, ki je potem tudi jasno sam narekoval ritem vsem 50 plus kolesarjem in to enostavno ne more trajati preveč dolgo in to se je na koncu tudi zgodilo. Ni pa tudi se izoblikovala iz te skupine kakšna manjša skupinica, tisti pravi pobeg, kot smo jih vajeni, torej le nekaj kolesarjev. Tudi to je bila, mislim, da voda na mlin za vse skupaj, da je bilo moč ujeti tudi skoraj 4 minute razlike danes. Je pa tudi Tadej Pogačar izpostavil torej pomoč mladega Francoza, ki je ne dobi prav pogosto oziroma je ne dobi vedno strani svojih konkurentov. Kako pomembno je bilo to morda za razplet, zato da sta tudi sama uspela obdržati prednost? Ja, jaz bi tukaj dodal, da ta velika skupina 52 kolesarjev, ki se je izoblikovala od začetka, je ravno to največji sovražnik njihov. Ker v taki veliki skupini, ker so skoraj vse ekipe imele svoje fante noter, vsi menijo, mi kolesarstvo rečemo malo s figo v žepu. Ne gre dobro, ne menijo vsi na polno. In seveda zadej, potem, ko je še Decathlon, pa mislim, da je še ena ekipa začela diktirati tempo skupaj z UAE-jem, so potem mirno pripeljali to nazaj. Vedeli so tudi, da imajo spredaj Domna, ki lahko počaka, pa še to takrat ni bilo potrebno. Tako da taki begi s preveliko kolesarji so obsojeni na nek način na propad, ker ima vsak svojo kalkulacijo in pač ne menjajo spredaj ne menjajo v vodstvu, niso prave menjave in se v bistvu čaka, kaj se bo zgodilo zadaj, in zadaj so jih potem z neko rutino mirno ujeli nazaj in začeli svoje dirke, tako kot je bilo pričakovano. Ineos je ta ekipa, mislim, da ki jo ima v mislih Bogdan, ko je bil spredaj tudi Egan Bernal, pa so nekaj časa je bil on tudi v spredju v tisti drugi skupini, pa Kevin Vaklen, in je potem Ineos na nekaj trenutkih lovil Ineos, če rečemo tako, še ena taka nevsakdanja situacija, res. Ja, sej to je normalno v kolesarstvu, taktična poteza, se na nek način mi pravimo v kolesarstvu, da spredaj se tista 2 fanta, ki sta bila tudi njihova glavna pretendenta za končno zmagali po podiju, sta se peljala za ston. Morajo pa fantje zadaj ujeti in spet narediti svojo tekmo, svojo igro, ker definitivno ta situacija za nikogar, niti za Evenepoela ni bila dobra. Ja, je pa spredaj uspelo med Emirati ostati tudi Domnu Novaku, odlično delo je opravil tudi na ključnih vzponih. Kako ste sami videli njegovo vlogo, njegovo pomembnost danes? Domen je zvesti pomočnik Tadeja, neverjetno, kako je sposoben v bistvu v tistih najbolj kritičnih trenutkih razbiti glavnino, narekovati izredno močan tempo, točno do tam, kjer Tadej potem napade in potem Tadej sam rešuje tekmo, dirko naprej. In je res tako, točno je v določenem momentu je tam in cela ekipa UAE je danes naredila tako prav, vse, kar po učbenikih pripeljali so Tadeja do vzpona na Lerdut,
potem je pa jasno, da so lideri ostanejo sami in tako kot je povedal tudi Seksas, potem smo ostali sami in mi se moramo sami med sabo. Seveda je fant je takoj zamenjal tudi Tadejo, se drugega mu itak na nek način ni preostalo, pa ker mnogo kateri fantje, ki se res bojijo Tadeja, tega ne bi naredili in bi spet, tako sem rekel, menjali malo na rezervo ali pa s figo v žepu. On je dal, tako kot je povedal Tadej, vse na mizo, gremo in seveda ga je Tadej že po menjavah je videl, tudi potem na zadnjem vzponu, ko je se otresel Seksasa, niti ni pogledal nazaj, ker je nekako že čutil, da toliko vatov vrtim, zelo težko, da bo zraven. Ja, odbiti en napad je nekaj, odbiti dva strani Tadeja pa je nekaj drugega. To je tudi v cilju povedal torej eden ključnih njegovih današnjih pomočnikov, Domen Novak. Na prvi klanec je grupa razbila na dva dela. Spredaj smo stala jaz pa Tim, pa Vegard, ampak potem, kakor smo se pogovarjali, so rekli, da naj jaz ostanem spredaj, ona da naj prijete pa nazaj, da bosta probala ujeti. Tako da potem sem jaz spredaj ostal, prav pokrivati skoke, tako kot smo se pogovarjali, da jih ne gre preveč. Sem mislil, da se bo pač oblikovala neka skupina, da bo lahko šla 80 kolesarjev in potem se bomo mi ustavili, ampak nažalost se ni, tako da je bilo cel dan, smo se lovili kot mačke miši, bi lahko rekli, ampak ja, na koncu fanti zadaj dobro narekovali tempo, spredaj ni bilo neki složnosti, ker nas je bilo preveč. Tudi te manjše ekipe, ne vem zakaj grejo beg, pa ne vlečejo, no, ampak za nas je bilo to super. Tako da, ja, na koncu se je odvilo, kakor se je odvilo, tako da mi smo zelo zadovoljni in veseli. Koliko je tu več komunikacije zaradi take situacije, ki ni čisto vsakdanja na takšnih preizkušnjah, se v radijski zvezi zato ne pripirate, ampak dogovarjate dlje časa, da se postavi oziroma izbere načrt, pa če si sploh prepričan, da je to prav? Ja, mi nimamo tle velike besede. Zadaj je športni direktor, ki ima hladno glavo in on odloči. Jaz sem rekel, da jaz lahko grem tudi nazaj. Sem bil že na poti nazaj, pa sem rekel, ne, ostan spredaj, tako da potem sem stal spredaj in ja, po eni strani bolj imeti enega spredaj, Decathlon ni imel nobenega, če bi se slučajno odločili, da bi mogel Decathlon potem vleči. Sej tudi mislim, da je pomagal narekovati tempo in so potem potegnili nazaj. Bili ste pa tudi zraven, Remko je bil spredaj, pa samo Niko Denc, ki je delal tisto razliko, edini, ki je vlekel. Ste vedeli, da Remko ne bo pravi, potem, ko bo šlo čisto na polno, ko se bo dirka nekako odločila? Ste že lahko dobili ta občutek mogoče? Ja, bil je kar dosti nervozen, pa vedno so se delale neke luknje, jaz po domače povedano rečem, to je povuci, potegni, vedno je malo, se naredi, pa moraš poštukati, ni najlažje. Jaz tudi mislim, da sem dosti energije izgubil v begu, ampak ja, na koncu je bilo noge dobre, probal sem narediti, kar sem največ lahko. Tako da ja, na koncu je Tadej pokazal, da je najmočnejši. Kako se tam dogovorite? Je to že prej zmenjeno? Na Redut ste bili vi zadnji, če se ne motim, po smenah Sivakova in Koznefroaja še. Tam od trenutnega počutja Andrej Hauptmann je rekel, tam so fantje sami, taktiko že postavimo, ampak tam na progi so pa potem fantje sami. Ja, tam, ko sem me ujel, jaz sem se počutil dober, sem začel potem jaz narekovati tempo, pa je Pavel rekel, da pač se on slabše počuti in potem so zamenjali vloge. Tako da je potem Pavel narekoval tempo, tem, ko ga bi mogel jaz. In ja, to je vedno, potem se malo dogovarjamo o trenutne situacije, kako je. Pavel je rekel, da bo on začel, se nekako, jaz bom pa potem pred Redutem probal narediti, kar bom lahko in ja, potem je Benoit dobro naredil lead-out za Tadeja in potem je Tadej naredil svojo slogo. Presenečeni, da šele na zadnjem klancu zdaj, da ne bomo dali koga v nič ali koga preveč poveličevali, ampak videli smo danes, kaj je sposoben Pol Seksas. Ja, je močan kolesar, tako da ja, saj ni prvič, da je kakšen bil s Tadejem do takrat, tako da danes je tako odvilo. Ja, jaz tudi vedno rečem, en napad jih dosti drži, drugega pa le redko kdo, ne. Tako da
Se tudi, če gledamo posnetke, Tadej je šel kontrolirano gor, Falseksas je šel na vse ali nič. Tako da napasti ali pa držati sta dva različna, je velika razlika. Tako da, ja, bo pa fant, bomo mogli biti pozorni vedno na njega. No. Torej nekaj lepih besed na račun Paula Seksansa tudi strani Domna Novaka, ki je dal lepo pogled tudi v improvizacijo, ki se je dogajala znotraj Emiratov skozi dirko. Želeli so čim daljšo, želeli so čim težjo, to so Emirati tudi dobili. Morda tudi to na koncu nekaj, kar je dalo tisto prednost Tadeju. Ja, definitivno. Mislim, da v tele razlagi Domna je bila zajeta v bistvu cela današnja dirka, tako da nimamo več kaj dosti sploh za dodati in uspelo mi je pripeljati tekmo do konca tako, kot je treba. Zadnje so se tudi potem, ko je Tadej šel in na hitro bilo minuto, se je boril za drugo mesto, zadaj pa, koliko je bilo, 20 kolesarjev, spet skupinski šprint, ki so se borili za tretje mesto, niti noben od njih ni želel ali pa poskušal, razen Skilmoze, ki bi tudi en izmed favoritov dirke, je poskušal, vse drugo so potem ali z ene ali z druge ekipe ali z tretje nekako neutralizirali in jim je ustrezal najbolj ta skupinski šprint. Tisti, ki so potem na koncu ostali. Gre za to, da dirka je izredno težka in z veliko višinskih metrov in pridemo do tiste situacije, ko pravimo v športu, glava hoče, telo noče. In tako je bilo tudi potem na koncu. Je pa torej na cilju ostala kar precejšnja skupina, redko to vidimo na tako težkih, tako dolgih preizkušnjah. Igor, morda si ti videl kakšen razlog za to, da jih je toliko torej ostalo skupaj? Ja, to vendarle ni dirka tipa, Strade Bianche in tako naprej, ko kapljajo eden po eden v cilj. Vendarle se potem v zaključku mora oblikovati neka koalicija, ki še skuša loviti, morda celo ujeti takšne super šampione, kot je Tadej Pogačar in kot je bil tokrat tudi Paul Seksas. Tako da na koncu pa res ostanejo samo še tisti močni kolesarji, ni več teh manjših moštev, ki jih je omenil Domen Novak, ki gredo v beg, potem pa ne vejo pravzaprav, kaj bi tam počele. Na koncu res ostanejo še tisti močni zasledovalci, ampak kot smo videli na klasikah v zadnjih letih, v bistvu tudi združenimi močmi nikakor ne morejo peljati s takšno hitrostjo, kot Tadej Pogačar sam v ospredju. Tukaj bi te še dopolnil, da Igor, to je bila najhitrejša dirka v zgodovini. Liège-Bastogne-Liège, postavili so spet nov rekord, kar se tiče povprečne hitrosti. Mislim, da to boš ti bolj vedel, okrog 44 je bila povprečna hitrost, kar spet dokazuje, da gre kolesar tekmovanja z neverjetno hitrostjo. Vse so dogajali skoraj z neverjetno hitrostjo. Tisto, kar recimo še nekaj let nazaj. San Remo, najhitrejši Roubaix, zdaj najhitrejši Liège, pač vse so zadnje čase najhitrejše in neverjetna tekmovalnost, pa tudi jasno, da razvoj v opremi in vsem ostalem. Ampak tu je razlika letos, recimo lani, mislim, da je 41,9, letos 44,4. Ta razlika je ogromna v enem letu, se mi zdi vseeno velik napredek. Ja, ampak moramo vedeti to, da je to rezultat dirkanja. Pomeni, da v prejšnjih letih so, rečemo temu po kolesarsko, začeli bolj počasi. Letos pa zaradi tega padca se dirka razvila v neko drugo smer. Tistih 52 kolesarjev spredje je poskušalo nekaj narediti, čeprav so bili sami sebi največji sovražnik. Zadaj pa tudi ni bilo, bom rekel, časa za pretegovanje, ampak so morali non-stop diktirati tempo, če so hoteli potem biti na koncu v špilu za zmago.
Je bil pa zagotovo po zmagi svojega varovanca in rojaka po koncu preizkušnje zadovoljen tudi športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann. Luka, tudi z njim si se po dirki pogovarjal. Ja, danes spet malo drugačna dirka. Tale skupinca odspred po 10 kilometrih je bila kar velika, tako da smo porabili kar ogromno moči, da smo vzpostavili kontakt, da smo pred finalom ujeli ubežnike. Hvala, super dirkanje tudi Decathlonu, ker so nam tudi potem na koncu pomagali. Fantje, izjemno delo, želeli smo si težko dirko, dirka je bila res težka, tedaj pa spet fenomenalen v zadnjih kilometrih. Ste že kaj pomislili, kako bo šlo, ko se na Redut Paul Sexas ni pustil ugnati? Ja, vedeli smo, da je dirka še dolga, 260 km udirkati na takom nivoju pri 19 letih ni mačji kašelj in seveda zadnji vzpon je res brutalen, tako da je v bistvu po mojem mnenju bilo taktično to še veliko boljše, zaradi tega, ker če bi šel zdaj zadnjih 35 km sam, bi bilo veliko težje, tako je šel pa samo zadnjih 10. Kaj ste mu dejali, kdaj ste mu povedali, kako ste to doživljali, tisti zadnji tempo, ki ga je tedaj imel, seveda pa ga nihče še ne more držati? Ja, v bistvu samo daješ podatke, probaš nekako z televizijskih zaslonov ugotoviti, kako je nasprotnik, če kaj bolj trpi kot tedaj. Je pa res, da si vsaj dobre pol minute s prenosom je, zaostanku v primerjavi v živo, tako da ni najlažje. Samo še eno vprašanje imam. Šele 5. dirka za Tadeja, zelo malo dirk do tega trenutka, ampak jasno, v planu je tako, kot mora biti vse skupaj, ali ne vem, želeli se ne bi, tako ste zastavili, zdaj prihaja tisti drugačen način dirkanja, večetapne dirke. Je to, kjer je, oziroma je Tadej tam, kjer želite, da je? Mogoče se sliši malo 5 enodnevnih dirk, ampak tisti, ki se ukvarja z vrhunskim športom, približno ve, kako je priti na vrhunskem nivoju brez tekmovalnega ritma, tako da je verjeten Tadej opravil več dela sam doma, kot pa bi bil, če bi na dirki. Omenil bi še, preden gremo na naslednje teme, še žensko dirko. Prav po samostojnem pobegu jo je dobila Demi Vollering, ki je za 1,5 minute prehitela konkurentke. Najboljša kolesarka sveta je tako postala prva kolesarka s 3 zmagami na dirki Liège-Bastogne-Liège. Na njej je nastopila tudi Urška Žigart, ki je zasedla 33. mesto. Luka, si ujel tam kaj, kar bi bilo potrebno še izpostaviti? Ja, to je bila dirka, kjer se je razpletlo, kot smo morda mislili, da se bo na moški, oziroma se je v zadnjih 4 letih, torej s pobegom na La Redoute je Demi Vollering uspelo in na koncu šprint za preostala mesta na zmagovalnem odru. Urška pa mesto slabše kot najboljša tu pred, mislim, da 2 letoma, ko je bila 32, torej danes 33. Bolj pa je bilo mogoče še zanimivo, ko je njena ekipa nastopala v posebnih dresih in najbolje predlagam, da kar prisluhnemo tudi njeni razlagi, zakaj je takšna priložnost oziroma posebni dresi na današnji dirki. Je še en izmed največjih športnih dogodkov v Belgiji in predvsem v Belgiji imajo velik problem z zalogo plazme. In zaradi tega so se naši glavni sponzorji Age Insurance in Sodal odločili, da pustijo mesto, ki ga normalno zasedajo na dresu, eni pomembni stvari in upamo, da ljudje pred televizijo doma mogoče opazijo to, pa malo pogooglajo, malo pogledajo, za kaj se gre in vidijo, da lahko 1 ura tvojega življenja nekomu reši.
Torej, precej dobrodelno obarvana dirka Liež-Bastogne-Liež tudi za Urško Žigart in ekipo, ker pa imamo ravno v gostih tudi direktorja dirke po Sloveniji, bi zdaj počasi pogledal tudi tja. O zahtevnih trasah smo danes že govorili, Bogdan, organizatorji ste predstavili tudi traso 32. dirke po Sloveniji, dobrih 800 km in pa 11 000 višinskih metrov čaka kolesarje, številnim pa je najbolj padlo v oči to, da se dirka po več kot desetletju vrača na Vršič. Morda beseda o tem, zakaj ste se letos odločili za to, zakaj morda že leta prej prelaz Vršič ni bil možen oziroma dostopen tudi za takšno dirko. Večkrat sem že povedal, pa tudi v kolesarstvu boste slišali, da kolesarji naredijo tekmo, se pravi, kako hitro oni poganjajo pedala, kako so oni tako od štarta že agresivni z raznimi taktičnimi varianti, taka potem je tudi dirka, zato je tudi današnja tekma bila v povprečju 2 km hitrejša kakor prejšnja leta. Tako da dirka se po Sloveniji začne v Velenju in se stopnjuje vse do konca. Vršič po dolgem času, mislim, da po 13 letih, cesta je z Vršiča v Kranjsko Goro je boljša, je urejena in smatramo tudi iz tega razloga, da imamo lahko tam tudi pravo profesionalno tekmo. Čeprav je spust, vemo, da so kolesarji, tako kot smo rekli, izredno hitri, agresivni, upajo si čedalje več, kolesa so čedalje boljša, ampak vseeno smatram, da ta spust, če primerjamo spuste v tujini, ne bo prenevaren za njih. Ja, iz svetovne serije sta nastop napovedala že Bahrain Victorious in Red Bull Bora Hansgrohe. Pričakovati je, da se bo tam seznam morda še razširil. Govorilo se je o Emiratih, ki pa jih pestijo poškodbe. Lahko torej pričakujemo na startu še kakšno World Tour ekipo in pa nam lahko poveste že kaj več o kakšnem imenu, ki bi ga lahko videli na startu. Definitivno smo v pričakovanju, da potrdimo še več, ampak kot sem že povedal tudi na predstavitvi, ekipe imajo težave, zato ker so hitrosti večje in pri pacih so poškodbe tudi hujše, večje. Za mene današnji rezultat, nastop Velensa je izredno presenečenje. Videli smo, da Pidcock je bil, mislim, da mesec nazaj poškodovan ali pa malo manj, ni uspel, tako da to so ene izmed teh stvari, ki pestijo trenutno kolesarski svet. Tudi naš Luka Mezgec je trenutno v okrevanju. Tako da planiramo še nekaj dodati, bomo pa videli do dirke še malo manj kot 2 meseca, bomo probali. Luka, Igor, česa se vidva morda najbolj veselita? Kaj si vidva bi želela videti na letošnji izvedbi? Mogoče Primoža Rogliča. Nekaj špekulacij se pojavlja takole v širši kolesarski javnosti, mogoče Bogdan tudi že kaj več ve, pa jasno ne bo povedal, dokler ne bo čas za to, ampak samo špekulacije, vsekakor pa končno spet Vršič in tam verjamem, da spet lahko se pokaže kakšno novo ime ali pa ne nazadnje Jakob Pomrzel. Čeprav uradno še ni potrdil, kot vem pri Bahrainu, da še enkrat več dokaže svojo kakovost. Definitivno potem v zadnjih 14 dnevih ekipe potrdijo, kdo pride. Mislim pa, da ima Primož najprej v programu Romandijo, tako so napisali v njegovi ekipi, potem pa naprej glede tura in mogoče, ampak trenutno o tem sploh ne morem govoriti. Sam osebno pa se najbolj veselim nastopa Jakoba Pomrzela na dirki po Sloveniji. Upajmo, da bo 100% potrdil in da bo ob sebi imel tudi takšno ekipo, kot si jo zasluži. Lani je osvojil 4. mesto v skupnem seštevku in mislim, da je letos že sezona, ko lahko naredi še
korak, stopničko više pride na skupni zmagovalni oder. Mislim, da je dokaj zanesljivo, da bo Florian Lipovic iz Red Bull Bora Hansgrohe na dirki. To je izjemen magnet. Mogoče Lipovic ta hip še ni eden glavnih zvezdnikov svetovnega kolesarstva, ampak kar prepogosto pozabljamo, da gre za tretjega s kolesarske dirke po Franciji in da je pač že to, če bo Lipovic, če tudi ne bo ob njem Rogliča, bo v vsakem primeru fantastično ime iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Skratka, v tej konkurenci bo najverjetneje spet težko za katerega koli Slovenca osvojiti domačo dirko, bo pa mislim, da dovolj magnetov in tudi dovolj zanimivih etap, še zlasti ta prek Vršiča, da bomo spet deležni izjemnega zanimanja. Bo to fenomenalen teden kolesarstva, bi rekel, pred začetkom Tour de France, kajti najprej bomo z veliko zanimanja spremljali dirko po Sloveniji, potem pa še dirko po Švici v istem terminu in tudi tam veliki zvezdniki, oziroma še večji seveda, ker gre za dirko World Tour nivoja. Skratka, bomo deležni veliko kolesarskih poslastic v tistem junijskem razburljivem tednu. Ja, tako je in pozabi se dodati še državno prvenstvo, ki bo letos po dolgih letih na Dolenjskem v Gabarju, ki je na nek način, vsa državna prvenstva so na isti datum in je, rečemo temu, mogoče celo najvišja slovenska tekma in pa seveda na koncu oktobra Evropsko prvenstvo v Sloveniji. Predstavitev trase gre ven v mesecu maju, tako da imamo letos v Sloveniji kar pestre kolesarske dogodke. Ja, ogromno vrhunskega kolesarstva, torej v prihodnosti, v še bolj bližnji prihodnosti, pa tako Pogačar kot Roglič in Lipovic in še kdo, ki smo ga danes že omenjali na dirki po Romandiji, kjer si tudi ti, že Igor, tam torej na startu številna znana imena. Vse skupaj se bo v torek začelo s prologom, na to kolesarje čaka 5 etap. Kaj lahko pričakujemo? Jaz in pa televizijski kolega David Črmel sva pobegnila Pogačarju in imava trenutno nekaj prednosti pred njim, ker sva že na Romandiji, on pa prihaja jutri, ko bodo predstavitvene novinarske konference. Ne, Igor, prihaja že danes, da te samo popravim, tako da nimata toliko prednosti. Tako je, najna prednost je majhna. Tudi Jan Tratnik pa vama je zapetama, z avtom pride, je rekel, 6 ur vožnje, pa smo v Švici, tako da nista dalec spredaj. Se pravi, prednost je majhna kot za Remka na današnji trasi Lieža. Skratka, ne bi si mogli zamisliti boljše kolesarske preizkušnje za te prvomajske praznike. Ljudje bodo imeli čas spremljati kolesarstvo, malo se bo peklo, ker bo, upam, da večinoma lepo vreme, potem pa spremljalo še naša dva glavna kolesarska zvezdnika, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki bosta oba dirkala po Romandiji. To je 6-dnevna dirka, v bistvu je 5 etap, ker uvodni prolog v torek je dolg samo 3 km, tako da se v bistvu še dobro segreti ne bodo mogli in ne bodo se ustvarile kakšne omembe vredne razlike. Pa seveda nista tukaj samo Roglič in Pogačar, še veliko drugih zvezdnikov svetovnega kolesarstva. Lipovica si že omenil, Klemen, potem bo tu še en odličen mladi Francoz Lenny Martinez v dresu precej slovensko obarvanega moštva Bahrain Victorious, pa švicarski as Mauro Schmidt, ki je bil izredno dober v zadnjem času, ta kolesar moštva Jayco Alula, pa Britanec Oscar Onley, ki dirka za Ineos Grenadiers v letošnji sezoni, tudi Italijana Antonija Tiberija. Prav tako iz Bahraina moramo nujno omeniti, ko naštevamo favorite
In še nekaj imen, jasno pa je, da bo dirka predvsem z nekako fokusom na Tadeju Pogačarju, ki je letos doslej za uvod v sezono izbral samo enodnevne klasike in se bo torej šele od 1. maja prvič preizkusil tudi na večetapni dirki. Mislim pa, da glede na njegovo videno formo v letošnji sezoni ni dvoma, da bo še spet nekako okrepil svoje kolesarske statistike, kar zadeva zmagovanja in tako naprej. Ja, bosta pa torej za Red Bull Boro Hansgrohe na startni listi tako Florian Lipovic kot Primož Roglič. Kdo bi tu lahko prevzel vlogo kapetana, morda oba? Na začetku dirke zagotovo oba, ker do Primoža Rogliča imajo v ekipi Red Bulla izjemno spoštovanje in nikoli ne bodo o njem govorili, kot da prihaja na dirko samo kot morebitni super domestik ali kaj podobnega. Potem dirka že sama nekako razkrije, kdo je močnejši, kdo je boljši. Roglič pa ima odličen status v tej ekipi tudi zato, ker je nekako sprejel to mentorsko vlogo. Mislim, da je njegov najbolj priljubljen kolesar v ekipi Italijan Giulio Pellicari, ki je ravno dobil dirko po Alpah, ki smo jo danes že omenili. Lipovic pa verjetno, poleg Tratnika, jasno, s katerim sta prijatelja. Lipovic pa tudi eden najbolj priljubljenih in veliko so ti mladi zvezdniki v Red Bull Bora Hansgrohe pobrali tistih modrosti od Rogliča, od prehrane, priprave na dirko, mentalnega pristopa do novinarskih obveznosti in vsega tega in nekako črpajo od njega znanje in pri Red Bullu tudi v bistvu vedo, zakaj plačujejo Rogliča toliko kot ga, ker ima po tej mentorski vlogi nekako nemestljivo vlogo v ekipi. In če bo na koncu Lipovic močnejši od njega, tudi Primož zaradi tega ne bo nič slabe volje ali pa da bi zaradi tega bila kakšna trenja v ekipi. Jih ni bilo niti na lanskem turu, jih ni bilo niti pozneje in mislim, da se slovenski as, če tudi ni več v tako izjemni formi, kot je bil pred leti na teh enotedenskih dirkah, da se vseeno zna poveseliti, če je še kdaj v kakšni etapi povsem zraven, pa tudi če je kdo od njegovih moštvenih kolegov povsem na vrhu. Bosta pa na dirki po Romandiji, torej tudi Jan Tratnik in Domen Novak, 4 Slovenci, torej na startu. So pa kar 4 ekipi svetovne serije odpovedale svoj nastop. Ko se ekipe svetovne serije odločijo za neudeležbo, lahko organizatorji prosta mesta sicer zapolnijo z dodatnimi povabili, zanimivo pa se organizatorji dirke po Romandiji za to možnost niso odločili. Tako jih bo na startu le 15, od tega Tudor kot pro ekipa. Z letošnjimi pravili lahko ekipe svetovno serijo izpustijo eno etapo, torej v svetovni seriji, ali enodnevno dirko na sezono. Iste dirke ne sme izpustiti več kot 4 ekipe. Zakaj pa se je toliko ekip odločilo, da bo izpustilo prav to preizkušnjo? Imaš morda o tem kakšno informacijo? Ja, seveda so nekateri tudi nekoliko pojasnili. 2 ekipi, kot sta na primer Alpecin ali Lotto, se tako ali tako fokusirajo bolj na enodnevno klasike in so tam močnejši kot na večetapnih dirkah in za njih je to logično. Po drugi strani pa moramo vedeti, da je letos nenavadno veliko poškodb in iz istega razloga, kot smo prej pri dirki po Sloveniji omenjali, da še ni potrditve nekaterih ekip, iz istih razlogov je kakšna od teh ekip morala odpovedati nastop na dirki po Romandiji, ker enostavno ni ta hip dovolj dobro pripravljenih kolesarjev. Drugi razlog je pa še logistične narave, namreč potem se
pa takoj po Romandiji začne še prva 3-tedenska dirka v sezoni Giro d'Italia, ki se pa začne daleč od srednje Evrope v Bolgariji in potem ekipe na koncu ugotovijo, da tiste, ki so malo na tenko s kadrom, zelo težko zagotovijo dovolj svojega osebja, kolesarjev in tudi vozil na povsem drugem koncu Evrope že nekaj dni po dirki po Romandiji in zato so izkoristile tole dirko po Romandiji kot tisto edino, kako bi rekel, edino možnost v sezoni, da eno dirko izpustijo, ker to pravila UCI-ja dovoljujejo, ampak ne smeš pa več let zapored izpuščati iste dirke, tako da ta ista moštva, ki so tokrat odstopila od sodelovanja, bodo naslednje leto primorana, da nastopijo na dirki po Romandiji, ko bo pa mogoče se jim pa logistično tudi potem z Girom in z vsemi ostalimi dirkami šlo bolje. Ja, Igor, in tukaj bi te še dodal, naštel si 3 pomembne stvari, da tudi sistem točkovanja trenutno gre bolj v prid, ker vemo, da vse World Tour ekipe in Pro imajo 3-letni točkovni sistem. Gre trenutno bolj v prid enodnevnim tekmam, kakor večdnevnim, kakor etapnim, in tukaj bo morala Mednarodna kolesarska zveza narediti neki premik ali v levo ali v desno. Za konec pa moramo poplačati še dolg iz prejšnje oddaje, ko smo obljubili, da bomo v današnji podarili izdajo knjige Tadej Pogačar Neustavljiv Andyja McGratha, ki je v slovenskem prevodu izšla pri založbi Mladinska knjiga. Nekaj vprašanj ste poslali na naš elektronski naslov tur202@rtv.slo.si. Izbrali smo 3 najbolj domiselne, pa se lahko skupaj odločimo, kdo od njih bo dobitnik knjige. Pa začnimo s prvim. Boruta zanima, zakaj je moral Tadej Pogačar pri menjavi kolesa voziti modro Cariolo Shimano nevtralnega vozila. Ta kolesa naj bi bila namreč tehnološko popolnoma zastarela in neprimerna za dirko takšnega kova. Ne gre za zastarela kolesa, ampak gre za to, da so nevtralna mehanična vozila točno tam, kjer jih kolesarji potrebujejo, ko njihovo vozilo ne more biti tam. In seveda to kolo je daleč od tega, od tistega, kar vozi Tadej, ker v World Touru so res najboljše od najboljšega. Ampak v tej določeni situaciji je tudi to prišlo prav. Sicer je to Tadej imenoval, kako je rekel, Scarolo. Ampak seveda, ker ni pač tega vajen, ampak mu na nek način ga je vrnilo v igro in to so pač te organizacijske zadeve, ki jih moramo mi kot organizatorji urediti. Dejstvo pa jasno pa je, da ta kolesa, ki so, ali pa obroči, ki so v teh nevtralnih mehaničnih vozilih, definitivno niso na nivoju najboljših svetovnih kolesarskih ekip. Ja, jaz sem se tudi malo pozanimal vsem tem in v bistvu na koncu ugotoviš, da so to še vedno vrhunska kolesa, čeprav sami okvirji in tako naprej so brez znamke, ker Shimano okvirjev ne izdeluje pa vso ostalo opremo, ampak moramo temu nevtralnemu servisu tudi nekako stopiti v bran, kajti ti fantje se izjemno profesionalno lotijo svoje naloge in imajo na avtomobilih za glavne zvezdnike dokaj dobro nastavljena kolesa, tako da za recimo Pogačarja, Van der Poola, Van Aerta so kolesa, ki ustrezajo okvirji, pa sistemu penjanja pedal in tako naprej, vse tem kolesarjem in teh vozil je v karavani, kolikor sem prebral zadnjič, kar 29, tako da je to izjemen pogon. Jasno pa je, da to kolo ne more biti na enakem nivoju, kot je tisto, s katerim dirka Tadej Pogačar, ki ga razvijajo, ki je aerodinamično, ki je veliko lažje, ki ima vse sisteme boljše, ampak za navadnega smrtnika bi to bilo še vedno izjemno dobro, da ne rečem vesoljsko dobro kolo.
Aleša pa zanima, koliko kazni bo dobil Tadej Pogačar za prometne prekrške na dirki Pariz-Roubaix, glede na povprečno hitrost nad 49 km/h. Odseki namreč potekajo skozi vasi in naselja, kjer je zagotovo presegel omejitve hitrosti. Lahko povem, da tako kot na dirki po Sloveniji, pa tudi vseh tekmah, ki jih organiziramo v Sloveniji, v času dirke se vzpostavi posebna, mi rečemo temu, mobilna zapora, kjer se radarji izklopijo, tako da tega ni. V nasprotnem primeru bi že zdavnaj tudi brez kolesarskega izpita namreč ostal. Definitivno. Tako. Situacija je drugačna kot pri tistih rdečih lučeh zaradi vlaka, ker vlaka pač ne moreš izklopiti in zato se morajo tam držati osnovnih cestno-prometnih predpisov in se ustaviti pri zapornicah. Pri radarjih, ko pa je zaprta cesta za dirko, je pa jasno, da jih lahko izklopiš in da ne podaljujejo kazni. Martin pa sprašuje, kam mislimo, da bo Tadej Pogačar peljal svoje moštvene kolege na večerjo po zmagi na Evropskem prvenstvu oktobra. Ima kdo kakšno idejo, kakšen predlog? Osebno nimam pojma, jaz samo upam, da bo vsi naši fantje vozili dobro, da bomo na koncu igli za zmago. Včasih se nam zdi, da so te rezultati Pogačarja pa Rogliča kar samo po sebi pomembni, pa daleč od tega niso. Tako da upam, da bomo na koncu mi Slovenci v igli za zmago. Bo pa na nek način, sigurno to zadnja dirka Luka Mezgeca. Tako da ravno to sem želel dodati, če ne druge pa tam, ja, pri njemu v hotelu mogoče. Mogoče jaz imam pa še eno idejo za poslušalca, ki ga to zanima. Mogoče si lahko pogleda partnerje na Tadejevi spletni strani, tako imenovani Pogi Challenge. In tam med njegovimi partnerji je mogoče tudi kakšen kjer bi se lahko zbrali po Evropskem prvenstvu. Ampak to zgolj seveda so špekulacije in ugibanja. Morda torej namig za Martina, nam pa zdaj še preostane, da torej izberemo dobitnika prej omenjene knjige, torej katero vprašanje vam je bilo najbolj všeč strani Boruta o nevtralnih vozilih in kolesih, Alešovo o prehitri vožnji Tadeja Pogačarja ali namigih oziroma vprašanju Martina o slavju po Evropskem prvenstvu. Za mene je nevtralno mehanično vozilo, ker so bili tam, kjer smo jih rabili. Ja, tudi meni je tisto vprašanje bilo najbolj tako zanimivo, tehtno, ja. Se strinjam z Bogdanom. Ja, se pridružujem tem mnenju, čeprav, oziroma oddajam isti glas, čeprav v taboru Emiratov vedo, da s tem, ko je njihovo vozilo Tadej poimenoval Kariola, ni storil ravno velike usluge, tako da morda za naslednjič dostavijo kar Tadejevo originalno kolo in se nekako s Šimanom zmenijo, da originalno kolo Tadejevo naložijo na streho med rezervna kolesa. Morda ga pa pobarvajo ali skrijejo med druge. Ne gre to tako, lahko bi ga sicer, ampak potem ima nekdo protekcijo, dobro, vemo, da je številka 1. Oni so ravno zaradi tega nevtralno mehanično vozilo, notri ima tudi plastenke, ima vode, ki jih delijo vsem, takrat, ko vozilo ni. Oni morajo pomagati vsem in na nek način morajo biti nevtralni. Dobitnik knjige je torej Borut, čestitke Borut, za vse ostale pa imamo tudi dobro novico in sicer na prejemnika čaka še ena izdaja knjige o Tadeju Pogačarju, zato vas, dragi poslušalci, še naprej vabim, da nam vaša vprašanja o vsem vezanem s kolesarstvom še naprej pošiljate na tur202@rtvslo.si. Vse do naslednje nedelje, ko bomo znova skupaj po dirki po Romandiji. Bogdan, Igor in Luka, najlepša hvala za vaš čas in prijetno družbo. Vam poslušalcem pa najlepša hvala za pozornost. Tur 202.